Lastnik stanovanja, ki vam ga bomo pokazali, si je zaželel ustvariti dom najpreprosteje, kot je le mogoče, brez posojil in brez najemnine. Ozrl se je naokrog in iz obstoječe očetove garaže in drvarnice ustvaril presenetljivo domovanje. Ni redkost, da obiščemo stanovanje ali hišo, v kateri je načrtovan in lepo smišljen tudi prostor za hišnega štirinožca. Tokrat pa smo obiskali hišo Roka Jurce, ki je osrednji prostor v prenovljeni hiši rezerviral za svoj priljubljeni štirikolesnik. Gre za avto znamke Trabant, ki ga je sam v celoti prenovil, je tudi v voznem stanju in je dobil mesto v dnevnem prostoru. Dom Roka Jurce meri slabih 55 kvadratnih metrov. Rok ne mara mej in omejitev. Zato se je tudi izognil kreditu in si omislil dom na dvorišču hiše svojih staršev, tam, kjer sta bili včasih drvarnica in garaža. Dom za zapriseženega športnika pomeni čim več svetlobe in seveda dovolj prostora za športne rekvizite. Poleg deske za surfanje in gorskega kolesa je v prostoru, ki deluje kot celota, parkiran tudi njegov priljubljeni avto Trabant, ikona nekdanje vzhodne Nemčije. Avto Trabant, ikona vzhodne Nemčije, je sredi vaše dnevne sobe. Zakaj ste se odločili, da ga postavite prav sem v hišo? Ja, ideja je bila že v samem štartu, glede na to, da je bila hiša pritlična. Poleg tega je bila moja želja že iz otroštva, da si avto zapeljem v dnevno sobo, spalnico. Tokrat sem to lahko združil in nastala je neka skupna energija stanovanja in avtomobila, v kateri se dobro počutim. Avto je v voznem stanju. Pred parimi leti temu ni bilo tako. Bil je obsojen praktično na propad. Vložil sem ogromno neke energije, da sem ga spravil spet v to stanje in je v poletnih mesecih redno vožen. Z njim planiram tudi neke daljše poti. Ob koncu leta sem si zamislil iti v Berlin. Kaj pa recimo vaši gostje, ko pridejo k vam? Kako se odzivajo, ko vidijo, da imate avto sredi dnevne sobe? Ja, najprej obstojijo, potem je wow, sledi zakaj. To je največkrat prva reakcija gostov. Premišljen interjer, v katerem vsak kotiček pove svojo zgodbo, si je Rok Jurca zamislil sam, brez strokovne pomoči. Od nasvetov arhitekta je upošteval le enega, ta pa se je, kot pravi, izkazal za zelo dobrega. Držal se je kombinacije treh barv, bele, sive in barve lesa. Tega pravila ni upošteval le v kuhinji, ki ga je poiskala kar sama. Če bi me nekdo vprašal, kakšne barve kuhinjo boš imel, bi rekel belo. Pa če bi mi rekel rdečo, bi ga vprašal po zdravju. Tako da ja, kuhinja je nekako našla mene. In mislim, da se odlično upada s prostorom in je nek svoj prostor, kjer oddaja svojo energijo. Zanimivo je tudi recimo, da ste pralni stroj, ki ga ima večina Slovencev v kopalnici, postavili v kuhinjo, kot je navada pri naših sosedih Italijanih. Zakaj ta sprememba? Spet je bil nek splet okoliščin. Kopalnica je relativno majhna. Nisem jo želel zapolniti s pralnim strojem, ki ni nek lep kos garderobe. Po drugi strani pa je bila kuhinja razstavni eksponat in je manjkal element, katerega je bilo treba nadomestiti. In nekako eno z drugim je privedlo do tega, da je pralni stroj pristal v kuhinji. Bi zase rekli recimo, da hitro veste, kaj vam je všeč? Ja, včasih celo prehitro. Recimo za kavč sem se usedel, pregledal mere, počakal še ceno in se odločil. Za kuhinjo je trajalo malce dlje, nekih 15 minut. Tako da stvari hitro vidim, vem, kaj iščem, nekako vem, kaj mi je všeč, pa gre stvar lahko zelo hitro. Pri ustvarjanju doma je Rok največ energije in časa namenil temu, kako v stanovanje pripeljati čim več svetlobe. Zato se je precej dolgo ukvarjal z izbiro pravih oken. Prostor je relativno majhen in zato je še toliko bolj pomembno, da svetloba vhaja v sam prostor, ne glede na čas dneva, tako zjutraj kot zvečer, in da dobim tisto popoldansko toplo sonce,
v prostor, ki da tisto pravo energijo v stanovanju. Tukaj smo porabili kar nekaj miselnega procesa, da smo naštudirali vse te okna. Recimo v kopalnici je okno, ki je praktično nevidno, svetloba prihaja od zgoraj, oken pa od spodaj praktično ni videti. Zato je občutek veliko boljši. Želel sem tudi imeti panoramsko steno. Zaradi že izgrajene garaže je bilo treba to malo prilagoditi. To smo nekako prilagodili na ta način, da smo celotno panoramsko steno postavili pred samo hišo in tako daje občutek enotnosti. Hišo od zunanje strani poveča, obenem pa omogoča svetlobi, da nemoteno prehaja v prostor. Se pravi, mi lahko rečemo, da so v bistvu okna in ta panoramska stena v taka pomembnejša elementa v vašem stanovanju. So bile recimo zaradi tega mogoče večji finančni strošek? Definitivno so bila večji, oziroma lahko rečem največji finančni zalogaj, ker sem tudi izbral sam aluminij za okvir. Stekla na panoramski steni so kaljena, da nudijo boljšo zaščito pred zunanjimi vplivi in pa boljšo termoprevodnost. Rokovo stanovanje je po kvadraturi ostalo v mejah nekdanje drvarnice in garaže. Dodal je le prostor za kopalnico. Čeprav je želel čim manj posegati v zunanji prostor, se je z novim domom približal sosedovi ograji. To ga je napeljalo k inovativni rešitvi leseni steni v spalnici. Zgrajena je iz ročno tesanih, več desetletij starih brun, ki pa v celoti povezujejo spalnico s kopalnico. Tako da je tudi sama tuš kabina v bistvu nekako lesena. Ta stena omogoča nek naraven prehod zraka in je zato prostor izredno zračen. Po drugi strani pa daje neko toplino lesa, v kateri se človek dobro počuti. Stanovanje je moderno zasnovano, a ima po besedah našega gostitelja tudi nekaj kosov z dušo, ki zato mogoče tudi toliko bolj izstopajo. Takšna je na primer emajlirana luč v kuhinji, stara več kot 70 let, ali pa puška. Danes je to spomin, nekoč pa je z njo lovil njegov stari oče. Potem je tukaj lestev, nekako se je bilo treba utreti pot v zgornji prostor. Nekako se nisem odločil za stopnice, ker bi prostor zaprli. Najbližja rešitev je bila stopiti k sosedu, vprašati, če ima lestev, in če je vrsto desetletij služila na kmetiji, lahko služi zdaj naprej tudi pri meni. Tako da tudi same luči, recimo luč za nama je izdelek mojega brata, nastala je iz okvarjenega BMW-ovega motorja, ki je bil spet namenjen za odpad. Po drugi strani pa stvar lahko dobi spet nov namen in oddaja svetlobo še naprej. Roka Jurco je prenova prostora stala približno 30 000 evrov. K temu pa ne prišteva vsega truda in dela, ki ga je opravil sam in s pomočjo brata, očeta in prijateljev. Z doseženim je zadovoljen, saj si je ustvaril dom, ki oddaja toploto, svetlobo in pozitivno energijo, torej tisto, kar mu tudi največ pomeni.